Pozdravljeni. Zadnje čase opažam, da v medijih, kateri se ukvarjajo s Formulo 1, se nahaja po večino tisto, kar z Formulo 1 sploh nima zveze. Ljubitelji Formule 1 smo pogostokrat pravzaprav tarča neizmernih plazov novic, kateri pa s svetom tega lepega in navdušujočega športa nimajo nobene zveze. Namreč določeni mediji, verjetno zato, ker nimajo kakih bolj aktualnih novic, se spravijo, po mojem osebnem mnenju, na tisti najnižji nivo in začnejo pravzaprav pisati trače. Pogosto v njih nastopa Lewis Hamilton, vsaj v zadnjem obdobju, kar ni niti tako čudno, kajti znano je, da Lewis Hamilton je malce samosvoja in ekscentrična osebnost. Tako smo lahko v zadnjih mesecih prebirali, s kom se pozno zadržuje v noč Lewis Hamilton, kako se oblači Lewis Hamilton, kaj piše na majici Lewisa Hamiltona, kar nas, ljubitelje Formule 1, verjetno zanima bolj malo. A take novice, po mojem mnenju, nekako producirajo neko kulturo, kjer Lewis Hamilton kot primer naj bi bil nekaj slabega. Poudariti moram nekaj, Lewis Hamilton je znana osebnost in če svojo poznanost nekako izrablja za to, da propagira neke ideje, v katere verjame, nimam nič proti. A zavedati se moramo nekaj. Njegove ideje lahko nekoga zanimajo, druge pač ne. Z njegovimi idejami se lahko nekateri strinjajo, drugi pač ne. A to v svet Formule 1 pravzaprav ne sodi. Njegova ideja ne pomeni, da bo on hitrejši ali počasnejši in mislim, da se tukaj vsi strinjamo. To, da je hiter, pravzaprav nima nobene veze, ali je meni simpatičen ali je komu drugemu antipatičen in seveda v obratnem smislu velja enako. A mnogi mediji poročajo o svetu Formule 1, kot da bi bili dobesedno tračarski časopis. Pa poglejmo, kako so od zmeraj tretirali na primer Kimija Räikkönena. In Kimi Räikkönen je bivši svetovni prvak, simpatičen voznik, enkraten pri dajanju izjav, a mnogi ga opisujejo kot nekoga, ki pogostokrat pregloboko pogleda v kozarec. In koliko ogledov so imeli njegovi posnetki, ko je bil na tistem podeljevanju priznanj FIA, pravzaprav v Rožicah. Namreč Kimija Räikkönena se je prikazovalo tako kot nekega vaškega pijančka in ni mi bilo jasno, kaj je bilo pri tem tako zanimivega in tako navdušujočega. Ne želim se spuščati v podrobnosti, kdo se je videl v njem oziroma kdo bi rad bil na njegovem mestu, a upam, da tisti, ki so to ponavljali v nedogled, niso na takem nivoju. Podoben primer imamo pri Jamesu Huntu, kateri je bil zopet svetovni prvak, izjemno senzibilna osebnost in dober poznavalec Formule 1 ter narave voznikov Formule 1. A za mnoge je bil samo nepoboljšljivi ženskar. Namreč ni bil ne prvi, ne zadnji v Formule 1, samo pri Jamesu Huntu je bilo to malo da ne javno. Kdo izmed vas se je pravzaprav vprašal, zakaj Alain Prost je bil odpuščen iz tovarniške ekipe Renault? Zakaj nekoč v Monaku Nelson Piquet ni bil prisoten na nekem prostem treningu? No, potrudite se, kajti zgodbe so javne, le treba jih je malce pobrskati in malce poiskati. Tisti, ki pač samo ponavljajo neke trače, niso sposobni dobiti tudi takih zanimivih zgodbic. A vseeno hočem povedati, da tisto, kar mnogi pravijo o mitih in legendah Formule 1, je na izjemno nizkem nivoju. Namreč,
Ta prispevek je vzpodbudilo tisto, kar sem videl pred nekaj dnevi v mnogih slovenskih medijih, kateri se pravzaprav ne ukvarjajo s Formulo 1, a ne zamudijo priložnosti, da bi poročali o zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja. Namreč zopet se je dobil tako imenovani strokovnjak, ki je iz rokava potegnil prognozo, kako naj bi bilo zdravstveno stanje tega šampiona. In hotel bi poudariti, da v primeru, kot je Michael Schumacher, javnost nima pravice zvedeti, kako je njegovo stanje. Pravzaprav ima tako pravico, kot jo ima zvedeti za moje zdravstveno stanje, to se pravi nič. Zavedati se moramo, da mi, ljubitelji Formule 1, nismo tisti, ki v frizerskem salonu prebiramo tiste tračarske časopise, da bi zvedeli nekako sproducirane novice, katere so tam z enim in samim namenom, da sprožajo neke, bom rekel, čisto brez vsebinske govorice. A mnogi mediji, tudi v Sloveniji, tudi bom rekel specializirani portali, so nekako abonirani tudi na to tematiko. Seveda, trači zanimajo vsakogar izmed nas, a to ne sme postati glavna tematika. Kot smo videli v določenih obdobjih, ko ni kakih, bom rekel, resnih vsebin, se to pogosto dogaja. A vrnimo se k Lewisu Hamiltonu, kateri je od mnogih navdušencev Formule 1, navdušenec tu mi je malce prehuda beseda, zaničevan v raznih forumih in raznih portalih. Za njega uporabljajo pridevnike, kateri so lahko v sramoto vsakemu človeškemu bitju. A treba je poudariti, da Lewis Hamilton je drugačen od marsikoga izmed nas. In to je vidno že na prvi pogled. Mnogi boste sedaj me malce čudno pogledali, a meni je dobesedno jasno samo s pogledom, da Lewis Hamilton je hiter, jaz pa nisem. In to je bistvena ter edina razlika, ki jo vidim med nama. Toliko o tem malce bolečem argumentu. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.